Dober dan in dobrodošli na današnji spletni predstavitvi predlogov reorganizacije in debirokratizacije postopkov Ministrstva za okolje in prostor. Moje ime je Antonija Božič-Cerar in na GZS vodim službo za varstvo okolja. Danes sem pa odgovorna za povezovanje tega dogodka in bi vas ob tem opozorila, da dogodek snemamo in da bo posnetek na voljo po zaključku predstavitve. Med predstavitvijo vas vabim, da izkoristite možnost podajanja vprašanj in komentarjev v funkciji četa. Z uporabo ikonce dvignjene roke v rubriki Reactions na dnu vašega ekrana pa vas vabim tudi k izražanju vprašanj, mnenj in komentarjev po splošni predstavitvi predstavnikov ministrstva. K uvodni besedi pa zdaj vabim generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Aleša Cantarutija. Hvala lepa, spoštovani minister, gospod Vizjak, spoštovani kolegi. Veselje mi je, da lahko nagovorim na tej današnji spletni predstavitvi, ki verjamem, da je izjemno pomembna, na to kaže nenazadnje tudi interes številnih podjetij, ki ste se nam danes ob tej predstavitvi priključila. Naj uvodoma omenim seveda, da izjemno pozdravljamo na Gospodarski zbornici Slovenije prizadevanja vlade, tudi seveda Evropske komisije za vse aktivnosti za tako imenovani zeleni prehod. Za načrt okrevanje in obnovo poznamo, vemo, da bo tudi znotraj tega načrta, da bodo številne aktivnosti, ki bodo, to sem prepričan, prispevale k temu, da bo ne samo Slovenija, ampak tudi Evropa še bolj zelena in še bolj digitalizirana, kar je seveda skupni cilj vseh nas. Seveda pa se ob tem pojavljajo številna vprašanja, številne dileme, predvsem ali bodo seveda tudi administrativni, da tako rečem, postopki ustrezno hitri, ali bomo sledili nenazadnje tudi v inštitucijah, ki veljamo za nekakšne recimo podporne inštitucije gospodarstva, vsemu temu trendu in tudi dogajanju na trgu. Tukaj je treba zelo jasno povedati seveda, da se z digitalizacijo, z zelenim prehodom dogajajo res velike stvari, velike spremembe v naši družbi in da je včasih mogoče ljudem to celo težko dojeti. Tistemu razvoju, ki smo mu seveda bili priča v preteklosti, ko se je nekako postopoma, saj vemo, bili so padci in vzponi, ampak vendarle nekako predvidljivo dogajal, seveda smo danes pred neko točko, ko, vsaj jaz mislim, se bo zgodila skoraj, da lahko rečemo, kar zelena revolucija. In to v tem pozitivnem pogledu, v tem pozitivnem smislu in temu dovolj zgodaj je, dovolj časa imamo, da se prilagodimo, da se na to pripravimo. Tudi z vidika Gospodarske zbornice, seveda to rad poudarim, moramo vedeti in biti pripravljeni na to, spremeniti verjetno tudi način svojega delovanja, biti bolj učinkoviti, približati se našim članom, podjetjem. Prav zaradi tega, da bomo to priložnost, ki je pred nami, vse te aktivnosti, ki so pred nami, seveda tudi dobro izkoristili. Nov Evropski zeleni dogovor je ustvaril podlogo in podlago seveda za vrsto ukrepov, ki, kot rečeno, podpirajo premik Evrope novo zeleno, pametno, ustvarjalno, skozi različne seveda gospodarske verige vrednosti. Omenil sem že digitalne tehnologije, dostop do vse večjih obnovljivih virov energije, dodatne tehnologije, vse, kar seveda sodi poleg. Pri tem zagovarjamo seveda tudi absolutno holistični pristop. Kaj želim s tem povedati? V mislih moramo imeti, da mora biti nekako cel sistem pripravljen za to, da bomo, kot rečeno, bili sposobni tudi uvesti te tehnologije v naše vsakdanje življenja. Tukaj lahko začnemo, če govorimo o digitalizaciji, o e-mobilnosti, tudi o zelenih tehnologijah, že z omrežjem. Tudi naše električno omrežje bo potrebno, seveda prenov, bo potrebno dodatnih virov, distribucija seveda bo potrebna neke dodatne moči za to, da bodo vse zahteve seveda bile učinkovite in tudi sprocesirane.
In seveda potem pridemo še en korak prej, to pa je seveda priprava vseh potrebnih dokumentov, vseh soglasij, vseh papirjev, po domače povedano, preden se takšni projekti začnejo. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti iskreno zahvalim kolegom na ARSU, ki so v preteklih letih, jaz vem, trdo delali, garali. Ko smo imeli v Sloveniji nekaj let nazaj, še pred to COVID zgodbo, da tako rečem, res dokaj intenzivno investicijsko dogajanje. Številna podjetja so takrat seveda želela se širiti na novo, odpirati proizvodne obrate, se v bistvu nadgrajevati svoje proizvodnje in vem, da ni bilo enostavno, vem, da je teh postopkov seveda precej in normalno je tudi, da se sledi črki zakona in da je potrebno seveda te postopke upoštevati. Toda danes smo, kot rečeno, pred, po mojem mnenju, še večjim izzivom, pred izzivom, da bomo morali vsi skupaj začeti drugače tudi, recimo temu, digitalno razmišljati. In to bo seveda pomenilo tudi drugačne pristope, ne nazadnje tudi pri pripravi vsega potrebnega za izvedbo velikih projektov. Zato podpiramo v tem kontekstu predvideno in napovedano reorganizacijo, recimo temu tudi debirokratizacijo postopkov. Pozdravljamo to, če navedem samo nekaj informacij, ki smo jih zbrali na Gospodarski zbornici Slovenije. Podjetja poročajo, da zahtevnejši postopki lahko trajajo tudi dlje kot 4 leta. Po naših podatkih je tako od leta 2006 do danes bilo za ta podjetja izdanih nekaj manj kot 800 odločb. V povprečju je vsako podjetje dobilo manj kot 4 odločbe od leta 2006 do danes. Torej, menimo, da dolgotrajno čakanje na odločbe ARSA imajo tudi makroekonomsko gledano lahko negativen vpliv na zasebne investicije, v končni fazi tudi na rast bruto družbenega proizvoda. Seveda se tukaj potem postavi tudi vprašanje in vloga tujih investitorjev, ki včasih tudi obupajo nad dolgotrajnostjo naših postopkov, jih včasih sprejemajo tudi z nerazumevanjem. Ampak, kot rečeno, jaz verjamem, da smo se sposobni kot družba, kot predstavniki, kot rečeno, podpornih inštitucij gospodarstva prilagoditi novim razmeram, da boste na ministrstvu in na ARSU naredili vse, da bodo ti postopki v prihodnje res učinkoviti, ampak da ne bo pomote, seveda pa tudi v skladu z zahtevano zakonodajo. Tega pa se moramo zavedati tako na Gospodarski zbornici Slovenije, kot tudi v gospodarstvu, podjetjih, če želite. In to bo tudi naša vloga, da bomo po eni strani še naprej glas podjetij, ki bodo seveda pričakovala in zahtevala, da so postopki čim krajši, čim bolj učinkoviti, in po drugi strani tudi glas tako Ministrstva za okolje in prostor, kot tudi glas ARSA pri opozarjanju na tem, da seveda morajo zadeve biti urejene tako, kot se spodobi za družbo, v kakršni verjamem, da živimo in želimo vsi živeti. To pa je v skladu z trajnostnim razvojem, v skladu z zeleno strategijo, ki jo v Sloveniji tako zelo poudarjamo, in to je ena izmed največjih vrednot, ki jih tudi v naši družbi imamo. Jaz bi na ta način zaokrožil ta začetni razmislek. Še enkrat iskrena hvala kolegom na Ministrstvu za okolje in prostor, kolegom na ARSU. Verjamem, da bomo v prihodnje še naprej v korist slovenskega gospodarstva, v korist razvoja uspešno sodelovali. In če mi dovolite, bom kar jaz zdaj predal besedo gospodu ministru, gospodu Andreju Vizjaku. Še enkrat hvala za vašo udeležbo na današnji predstavitvi in predajam vam besedo. Spoštovani minister, beseda je vaša. Torej, spoštovani direktor, spoštovane gospodarstvenice, gospodarstveniki, hvala lepa za to priložnost, da vas lahko seznanim z načrti Ministrstva za okolje in prostor na področju preoblikovanja tako predpisov z področja varstva okolja, kot tudi organizacije na tem področju, kajti oboje skupaj tvori pomembno celoto in vpliva na to, kako bomo te priložnosti, ki jih prihajajoč investicijski cikl prinaša na vseh področjih, seveda kako bomo to izkoristili in v kakšnem času bomo to izvedli. Kot rečeno, Ministrstvo za okolje in prostor je povezano praktično z vsemi dejavniki razvoja v tej državi, to se pravi, sleherni infrastrukturni projekt, ki se umešča v prostor oziroma gradi
potekajo postopki na našem ministrstvu. Prav tako za sleheren drug objekt, ki je še pomemben tudi za okrevanje in odpornost, kot naprimer nove bolnišnice ali podobni objekti. Vse to tudi poteka v skladu z prostorsko-okoljsko zakonodajo in torej imamo upravka praktično z slehernim razvojnim projektom v tej državi. Zdaj seveda, ko smo prišli na Ministrstvo za okolje in prostor, smo si zadali en zelo pomemben cilj in to je tudi ta, ki ga je že direktor uvodoma povedal, kako ob razmeroma visokih standardih varovanja okolja v Evropski uniji in v Sloveniji, ne na račun, kako ob spoštovanju vseh teh visokih standardov zagotoviti, da bodo postopki, ki jih podjetja, pa tudi državljani sprožajo za lastni razvoj, potekali racionalno, hitro, učinkovito, torej ne na račun vsebine, ampak kako skozi rahljanje nekih birokratskih ovir in tudi nepreglednih postopkov in podvajanj narediti te postopke v časovno racionalnem okvirju. Kako izvesti postopke v časovno racionalnem okvirju, še enkrat podčrtujem, ne na račun krnitve standardov varovanja okolja. Torej, to nalogo sledimo v dveh smerih. Prvi je seveda zakon oziroma zakonodajni nivo, to se pravi, kako z spremembo zakonodaje debirokratizirati postopke, kako odpraviti nepotrebne ovire, ki v bistvu samo časovno zavlačujejo postopke, ne prinašajo pa nič k vsebini oziroma k izpolnjevanju standardov, še huje, celo dostikrat oddaljujejo vprašanja od bistvenih odgovorov, temveč se zapletamo v nekih birokratskih zankah, namesto da bi se posvetili dejansko vsebini. To se pravi, prvi je ukrep je zakonodajni, drugi je pa organizacijski. In danes je ta tema seveda zelo povezana, to se pravi, zakonodajni brez organizacijskega ne dobimo celovite slike in prav je, da spregovorimo o obeh. Najprej zakonodajni del. Zdaj, jaz ne bom zgubljal uvodoma besede z zakonom, ki bo šel ta teden na vlado, to je zakon o graditvi objektov, ki je prenovljen, prav tako zakon o urejanju prostora, nekoliko več bom govoril o zakonu o varstvu okolja, tako van ZVO2, ki bo še v tej prvi polovici leta šel na vlado in v parlament in predvidoma bo jeseni sprejet. Torej, ta zakon o varstvu okolja sicer sistemsko in konceptualno ostaja in sledi veljavnemu zakonu. Tu ne spreminjamo nekih bistvenih stvari, seveda se pa na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, predvsem zaradi sprememb tako na področju direktiv oziroma zahtev Evropske unije z ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Torej, ko bo proizvajalec, ki da izdelek oziroma embalažo in vse s tem povezano na trg, bo seveda finančno in organizacijsko odgovoren za pravzaprav ta izdelek skozi kompletni življenjski cikel. Na novo tudi urejamo pogoje in merile za prenehanje statusa odpadka. To se mi zdi zelo pomembno počrtati. Namreč v luči želje in ambicije po implementaciji krožnega gospodarstva v Slovenijo želimo, da nekateri odpadki, ki so danes odpadki, da ta status preneha, seveda na strokovno utemeljen način in da se ponovno uporabijo, bodisi kot proizvodi ali podobno. Torej, želimo, da imamo odpadkov tudi na ta način. Zdaj, v tem novem zakonu se urejajo tudi rešitve, ki so potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske unije. Izjemno pomembna in tudi bolj jasna, pregledna in določna ureditev pa je tudi okoljskih upravnih postopkov, in sicer predhodnega postopka presoje vplivov na okolje, postopka izdaje okoljevarstvenih dovoljenj in postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo oziroma postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi izkušenj iz prakse ter standardov Evropske unije je izboljšana tudi ureditev
pravice javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice. Želimo torej seveda ohraniti sodelovanje javnosti, vendar to na način, ki je seveda ozakonjen s pravom Evropske unije, vendar hkrati omogoča tudi učinkovito sodelovanje javnosti, ne pa zavlačevanje in blokade v določenih primerih, kar se nekatere entitete tudi žal poslužujejo. Navedene spremembe bodo predvsem pomembno prispevale k hitrejšemu in bolj preglednemu odločanju ministrstva in s tem k debirokratizaciji. Z omenjenimi spremembami pa bo dosežena tudi večja pravna varnost posledično. Torej, ta zakon o varstvu okolja je bil že v javni obravnavi in sedaj seveda analiziramo oziroma se opredeljujemo do številnih pripomb in predlogov in jaz računam, da bo prej kot v roku enega meseca tudi doživel proceduro preko vlade in potem bo šel v parlament. Zdaj pa bi se dotaknil te osrednje današnje teme, to je reorganizacija. V bistvu z reorganizacijo se delovne naloge izdajanja okoljskih soglasij in okoljskih dovoljenj skupaj z zaposlenimi prenašajo iz Agencije Republike Slovenije za okolje na Ministrstvo za okolje in prostor. Torej, reorganizacija bo predvsem prinesla hitrejše in bolj predvidljivo odločanje o dovoljenih glede posegov v okolje oziroma v prostor. Po novem bo tako na primer o sprejemljivosti posega v prostor v primeru postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja odločal samo en organ na prostorskem direktoratu namesto sedanjih na treh organizacijskih enotah znotraj MOP-a. Namreč doslej je pri takšnem sodeloval oddelek za celovito presojo vplivov na okolje na direktoratu za okolje, kakor tudi ARSO, kakor tudi direktorat za okolje in prostor. In to so bili tri entitete, ki so odločile o isti stvari oziroma o istem vprašanju in sedaj to združujemo znotraj direktorata za graditev, prostor in stanovanja. Torej bomo združili tudi ljudi oziroma ta človeški potencial, znanje iz Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, iz direktorata za prostor in iz sektorja za strateško presojo v okviru drugega direktorata. Tako da želja je, da seveda z poenotenjem kadrov oblikujemo tudi jasnejšo metodologijo odločanja o teh zadevah, predvidljivost postopkov bo s tem večja in seveda postopki bodo s tem tudi krajši. Zdaj, zelo pomembno je, da reorganizacija prinaša tudi ukinjanje tako imenovane druge stopnje, to se pravi te pritožbene stopnje na ministrstvu. Poslej bo torej ta dovoljenja izdajalo ministrstvo, zato bo možna zgolj tožba na upravno sodišče, kot je v primeru sedaj integralnih gradbenih dovoljenj. Torej ni več neštetega zaporednega redosleda dogodkov, naprimer, da imate postopke na ARSO-tu, ki se zaključijo z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja, se seveda kdo pritoži, zadeva roma na Ministrstvo za okolje in prostor, ta zopet v nekaj mesecih o tej zadevi ali tudi do pol leta o tej zadevi odloči in potem seveda je zopet to možna tožba na upravno sodišče. Sedaj bomo te pravno varstvo skrčili zgolj na tožbo pred upravnim sodiščem in to bo po naši analizi tudi prejetih pritožb pomembno skrajšalo postopke. Namreč v večini primerov institut druge stopnje ni bil najbolj učinkovit, saj je druga stopnja sama o zadevah praktično odločala zelo redko, pritožbe so v primeru postopkovnih napak vračajo ponovno v odločanje na ARSO, v primeru, da so pa uspešne pritožbe ponovno odločajo enake kot prvič, pa se stranka pritoži itak na upravno sodišče. To je kar v polovici primerov vseh pritožb. Stranka izkoristi priložnost in vloži tudi tožbo na upravno sodišče. Torej, želim povedati, da bomo z ukinjanjem druge stopnje pomembno tudi razbremenili naše sodelavce na ministrstvu, ki danes obravnavajo te pritožbe, pa ni to osnovni namen. Osnovni namen je predvsem učinkovitejše in hitrejši postopki in bolj učinkovito pravno varstvo.
Kaj še prinaša reorganizacija? Zelo pomembno je zbližanje tega zakonodajnega in upravnega dela, omogoča tudi uskladitev okoljskih standardov v slovenskem pravnem redu. Doslej namreč je bila interpretacija ARSO-ta mora biti malo drugačna kot interpretacija ljudi zaposlenih na pristojnem direktoratu v Ministrstvu za okolje. Sedaj se bo z združevanjem kadrov, mimo grede preide jih kar 88 iz ARSO-ta na Ministrstvo za okolje in prostor, seveda se bo tudi te okoljski standardi bolj poenotili in tudi poenotenje bo prispevalo k tem, da bodo upravni postopki tudi bolj, kako bi rekel, predvidljivi in nenazadnje manj podvrženi neki subjektiviteti. Seveda največje spremembe bodo pri reorganizaciji na področju posegov v okolje in prostor, ker bo tem trem ključnim postopkom, to se pravi postopkom celovite presoje vplivov na okolje, predhodnega postopka in postopkov presoje vplivov na okolje omogočeno precej hitrejše odločanje brez negativnega vpliva na okolje oziroma na varovanje okolja. ARSO bo poslej ostal državna meteorološka, hidrološka, oceanografska ter seizmološka služba, ki bo izvajala naloge spremljanja in analiziranja stanja okolja, zbiranja okoljskih podatkov in vodenja državnih evidenc. In zanimivo je to, da s predvideno reorganizacijo ARSO dejansko postaja okoljska agencija, kot jo poznajo tudi druge države Evropske unije, kajti niti ena okoljska agencija v državah Evropske unije ne izvaja okoljskih upravnih postopkov, kot jih trenutno izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Torej, spoštovani, na koncu bi vam rad povedal, da na začrtan način, kot ga vidimo, danes z mano tudi tako vršilec dolžnosti direktorata za okolje, gospod Iztok Slatinšek, bivši direktor ARSO-ta in tudi novi direktor ARSO-ta, to je gospod Joško Knez, ki je bil tudi že kdaj direktor ARSO-ta, da odgovorite tudi na kakšne bolj operativne ali pa tehnične vprašanja. Seveda res na koncu želim počrtati ta osnovni cilj. Cilj je, da bo poslovno okolje v Republiki Sloveniji, kar se tiče delovanja Ministrstva za okolje in prostor, bolj predvidljivo, bolj učinkovito in tudi bolj pregledno. Želimo, da bodo postopki trajali pomembno krajše kot doslej, vendar ne na račun kratenja relativno zahtevnih okoljskih standardov, kar je neke vrste civilizacijski dosežek Evropske unije. Mislim, da je prav, da je temu tako. Seveda ne smemo pa vsebino dostikrat skrivati za formo in proceduro in temu v izogib predlagamo te spremembe, ki sem jih danes na kratko predstavil. Torej, hvala lepa za možnost tega uvoda. Zdaj bi pa povabila gospoda Slatinška, vršilca dolžnosti direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, da še predstavi svoje videnje sprememb. Mikrofon. Ja, pozdravljeni vsi prisotni, hvala za tako velik odziv. Se pravi, da je zanimanje, tako kot je že gospod minister ugotovil, zelo veliko, naša odgovornost je pa tudi velika. V bistvu zdaj te reorganizacije in pa seveda debirokratizacije, ki potem nekako se nadaljuje po reorganizaciji, smo se lotili odgovorno in z tehnim premislekom. Zadeva se ni rodila čez noč, če lahko tako rečem, ampak je nekako pripeljala do tega razmišljanja glede same inventarizacije stanja na ARSU, na MOP-u in seveda v vseh organih v sestavi v povezavi z vsemi dovoljenji, okoljskimi dovoljenji, ki jih MOP kot takšen, kot krovna organizacija podeljuje gospodarstvu oziroma investitorjem. Zdaj, ideja o tem prenosu je bila v smeri, da se nekako prilagodi stanje evropski
Uniji, ne, tako kot je gospod minister že povedal, smo bili unikum na tem področju in ko smo nekako identificirali te probleme, kar sem imel kot direktor zadnjo leto na ARS-u priliko videti postopke, ki so potekali, smo potem nekako razmišljali o tem, kako biti bolj prijazni, kako narediti strokovno in učinkovito javno upravo in kaj je tista naša odgovornost v tem trenutku v tej zasedbi, in smo se nekako pogumno odločili, da bomo k temu pristopili. Zdaj prispevali bomo vse po najboljših močeh, ne, da bo iz te reorganizacije tudi izšla debirokratizacija v tem smislu, da bomo učinkoviti, da bomo težili k preglednosti in učinkovitosti in mogoče si visoko postavljene cilje, tudi, ki smo si jih zadali, tudi izvedli. Zdaj, če mogoče samo omenim, da je nekje direktiva nekaj predvideva izdajo okoljevarstvenega soglasja, predvideva časovnico 3 mesece, potem seveda vsaka država ima možnost to drugače urediti, ne, drugače obrazložiti, zakaj se te časovnice ne da, oziroma kaj narediti, ne, da pravzaprav pridemo v neke normalne okvire, ki so sprejemljivi za državo, ki se mora gospodarsko razvijati. Imamo pač to smolo, da smo tudi v bistvu z visokim odstotkom nature, ne, 37%, se pravi, da je naša bolečina je, ne, da se moramo razvijati in ekstremno varovati okolje, in smo v taki situaciji, ko moramo pravzaprav vsi doprinesti zelo dosti, da se lahko ta oba pogoja izpolnjujemo. Zdaj, bistvene stvari je gospod minister povedal, jaz bi mogoče povedal z mojega zornega kota, kako bomo organizirali zdaj delo na direktoratu za okolje. V sklopu te organizacije je seveda tisto, kar je po moje tudi dodana vrednost, da pravzaprav zbližamo zakonodajno in upravno delovanje, ne, se pravi zakonodajni in upravni del, ki omogoča bolj natančno uskladitev vseh okoljskih zadev, tako da je to tista stvar, ki je zelo pomembna, da bodo ti ljudje, tisti, ki so nekako zdaj sistemci in tisti, ki opravljajo zadevo v vsakodnevnem kontaktu, ne, če karikiram, pa sta v isti pisarni sedela tisti, ki je uredbo napisal in tisti, ki uredbo izvaja, karikiram seveda, težili bomo k temu, da bosta povezana že v nastajanju sprememb uredb, v nastajanju zakonodaje in nekako, če ne že približek nekemu realnemu dogajanju v realnem življenju, s katerimi se srečujejo vsi člani danes prisotni gospodarske zbornice, je to tisti prvi korak, ko nekako malo pogledamo izven naših okvirjev, da smo dovolj široki, da malo bolj iz ptičjih perspektive pogledamo na zadeve. Ogromno dela nas čaka, to moram povedati. Reorganizacija v smislu debirokratizacije bo uspela z izrednim naporom vseh sodelujočih. Moram povedati, da uradniki kot taki, vse, ki sem do zdaj spoznal, se izredno trudijo, so vsi izredno marljivi. Pri nobenem uradniku ni bilo čutiti, ne, da bi pravzaprav želel drugače delati kot to, da bi čim prej naredil. Verjamete, da vsak uradnik je slabo spal, če so se zadeve predolgo vlekle, ampak enostavno sam sistem pa sam način je bil tisti, ki jih je v bistvu do te situacije pripeljal, in zdaj je neka odgovorna točka, katero pa lahko presežemo. Je pa seveda na nas, ne, da pokažemo pravo pot in probamo pravzaprav zadeve v bistvu stvari urediti. Malo se sliši mogoče preveč optimistično, mogoče imamo zdaj vsi, ki smo v teh zgodbah, pomisleke, ampak verjamete, moramo biti pogumni, moramo probati, moramo imeti jasen cilj, da bo vsem lažje in da bomo prepoznani kot učinkovita javna uprava, da bomo posvetili pozornost izobraževanju, da bomo uradnike izobraževali, da bomo izobraževanju uradnikov namenili dovolj
dovolj sredstev, da bojo uradniki motivirani, da bomo probali preko sistema nagrajevanja javnih uslužbencev urediti tudi segmente plačilne politike, ki je tudi nemotivacijsko. Zdaj, da ne bi našteval preveč, pa preveč obljubljal, hočem vam samo povedati, da boste malo imeli občutek, o čem vsem razmišljamo in v katero smer se bomo trudili. Zdaj Arso si želimo seveda v tej zdajšnji ločitvi, moram reči, da smo prejšnji teden uspešno opravili ločitev na nivoju konsenza med odgovornimi na Arso, se pravi tisti vodilnim delom, razgovore z uradniki bomo seveda še opravili. Imamo tudi v bistvu razgovore predvidene z sindikatom, da bomo v bistvu zadevo bolj podrobno razložili. Se pravi, zaključek je takšen. Ločitev je bila sporazumna, prehajamo pa zdaj v dogovorjeno poroko, ki tudi ne bo lahka. Bomo naredili v bistvu vse, da bomo zadovoljili seveda pogoje. Uradniki, ki prihajajo, morajo imeti v novi sestavi, morajo imeti v bistvu enake pogoje, zadeve se morajo nadaljevati, dosti vprašanj se verjetno že poraja v samih tehnikalijah. Se pravi, vse postopki, ki zdaj tečejo, se bojo nadaljevali, se ne bojo prekinjali, isti uradniki jih bojo nadaljevali in menjalo se bo recimo samo takrat, ko bo 1.7., ki je predviden kot končni rok reorganizacije in je v prehodnih določbah napisan v tej uredbi, ki je zdaj v sprejemanju. 1.7. je tisti datum, ko se pravzaprav spremeni vložišče. Se pravi, tisti, ki boste po 1.7. vlagali, boste vlagali na MOP, tisti, ki boste pa vlagali na Arso, tudi po tem datumu bomo mi avtomatsko to priknjižili, bo eno tako vmesno obdobje, za katerega se bomo vsi prilagajali. Uradniki bojo seveda isti, kontakte boste imeli enake, ljudje bojo naprej delali v bistvu svoje delo, kot ga delajo do zdaj. Na nas pa je, da bomo pravzaprav izkoristili to novo organizacijo, da bomo naredili samo delo, če še enkrat ponovim, da bomo pravzaprav racionalizirali, da bomo zadevo optimalizirali, da bomo izobraževali in da bomo recimo reševali zadeve bolj sistemsko, tudi z nekimi jasnimi navodili, tudi z jasnimi pregledi, seveda ne v poseganje v ZUP-ovska določila, ki dovoljujejo, pravzaprav ki predpisujejo delo uradnika, ampak z nekim jasnimi navodili, da bo uradniku lažje z medsebojnim sodelovanjem, nekako, če tako optimistično zaključim. To so te naše ideje. Kar se tiče Arsa, bo pa kolega Jože Knez povedal še o viziji Arsa kot inštitucije, ki se v bistvu zdaj nekako preoblikuje v eno dobro, močno, okoljsko spoštovanja vredno inštitucijo, ki je po krivici zaradi zdajšnje sestave in seveda teh nesrečnih intervencij zaradi časovnic zamika izdajanja dovoljenj bila mogoče dostikrat nepravilno prikazana kot slaba inštitucija. Inštitucija je dobra, pa bi mogoče predal besedo Jožetu Knezu, pa bi mogoče on malo več povedal o Arsu. To je z moje strani. Hvala. Lep pozdrav, najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljam gospoda generalnega direktorja. Predvsem bi poudaril, jaz sem več let sedel v upravnem odboru Evropske okoljske agencije, kjer so tudi predstavniki vseh okoljskih agencij držav članic Evropske unije, in Slovenska okoljska agencija je res specifično organizirana, torej smo edina okoljska agencija v vseh državah Evropske unije, ki je izdajala oziroma ki izvaja upravne postopke v okoljskih postopkih. Jaz sem zelo vesel, da se s to reorganizacijo torej tudi Slovenija postavlja po organizaciji v bok drugim evropskim državam.
Treba je poudariti, da Evropske okoljske agencije na področju okolja predvsem skrbijo za zbiranje vseh podatkov o stanju okolja, pa ne gre za emisijske podatke ali pa za emisijske podatke. Potem pa na osnovi teh podatkov centralno poročajo Evropski komisiji. Veste, da imamo države članice veliko obveznosti do Evropske unije na področju poročanja o stanju okolja. Seveda pa okoljske agencije v drugih državah Evropske unije na področju okolja predvsem pomagajo okoljskim ministrstvom z podatki, z usmeritvami pri izvajanju in kreiranju okoljskih politik. S to reorganizacijo torej poleg debirokratizacije dobivamo tudi profesionalizacijo na tem področju, lahko rečem. Namreč do zdaj je bila agencija tudi tako organizirana, da sodelavci, ki delajo na upravnih postopkih, tudi zbirajo podatke o obratovalnih monitoringih in tudi poročajo. Sedaj bodo po novem od tega dela razbremenjeni, torej poročanje in zbiranje podatkov ostaja na Agenciji za okolje. Sodelavci, ki pa bodo delali na upravnih postopkih, se bodo lahko v celoti njim posvetili. Jaz torej sem prepričan, da je ta korak, da je to nujen korak, ga zelo pozdravljam in da je to pač poleg debirokratizacije torej tudi korak profesionalizacije, kar sem prej že omenil. Bi poudaril, da bo ARSO še vedno ostal mnenjedajalec na področju PVO postopkov, kjer to zakon tako določa. To je to z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Dobili smo tudi prvo vprašanje preko četa. Ali je upravno sodišče pripravljeno na nedvomno bistveno večji pritisk v obliki tožb? Imajo kakšne strokovne sodelavce, ki so domači z okoljskim pravom in okoljskimi vsebinami? Se predvideva nove zaposlitve na upravnem sodišču in kakšni so predvideni roki za obravnavo povprečno posameznih primerov? A lahko jaz se probam odgovoriti? Seveda. Torej, zdaj, kar se tiče upravnega sodišča, mi ocenjujemo, da se zadeva na upravno sodišče ne bo povsem nič povečala ali pa mogoče zanemarljivo. Kot sem že povedal, je polovica teh, če gledamo številke iz leta 2020, je polovica vseh pritožb, ki so bile torej zavrnjene, romalo preko tožbe na upravno sodišče. To se pravi, ne glede na drugo stopnjo, je itak zadeva končala na upravnem sodišču. V polovici primerov. Računamo, da poslej ta procent ne bo prav veliko večji. Kajti, če bo Ministrstvo za okolje in prostor izdalo dokončno odločitev in bo potrebno uveljavljati v pravnomočnosti še to tožbo, da bo nekaj primerov dejansko takšnih, ko ne bo deležne tožbe, nekaj primerov bo pa takšno, ko bomo deležni tožbo. Torej, mi ne ocenjujemo, da bo zaradi te rešitve prišlo na upravno sodišče več zadev kot doslej. Govorimo v procentih, zaradi tega, ker tudi doslej so prihajala tiste stvari, kjer so se pravzaprav nekateri nasprotniki projektov organizirali, tudi doslej so prihajali na sodišče. Skratka, le nekaj mesecev oziroma kakšnih pol leta kasneje. Torej, s tem smo samo skrajšali rok, ki odpade na obravnavo na drugi stopnji. Seveda pa bo skoraj logično, da verjetno ne bo upravno sodišče prav navdušeno na to rešitvijo, ampak še enkrat, večina teh postopkov itak, zlasti ko govorimo o integralnem gradbenem dovoljenju, je že tako rešenih kot doslej. To se pravi rešenih, da v primeru pritožbe zoper odločitev MOP-a gre tožba na upravno sodišče z odredbo ali pa brez nje z časom zadržanja. Toliko z moje strani. Potem smo dobili še dodatno vprašanje, kako bo reorganizacija dela možnost, da strokovnjaki obdelujejo primere po strokovni plati in v duhu zakona, se je sedaj strokovno zaposlenih na MOP
prej ARSO zaostaja za pravno razlago. Kako boste zaposlovali osebe iz stroke, ki so sposobni razumeti obdelovane zadeve in ne še več pravnikov, ki gledajo samo na vejice in pike, ter spremljajo le črko zakona, na namen oziroma duh pa se pozablja zaradi pomembnosti, kdo bolj pravilno bere in ne, da razume. Torej, biti spet jasno, gledajte, za združevanjem strokovnega kadra, ki danes deluje na Agenciji za okolje in strokovnega kadra, ki danes deluje na Ministrstvu za okolje in prostor, praktično na istih vsebinskih temah, bomo nadgradili strokovnost odločevalcev. Danes je ta kader razdrobljen v dveh inštitucijah. Eni so tako imenovani operativci, ki vodijo upravne postopke, drugi so sistemci, ki kao pišejo predpise. Jaz mislim, da je za stroko najbolje, da se potencial obojih združi in bo s tem strokovnost odločitev boljša. Potem smo dobili še dodatno vprašanje. Racionalizacija, optimizacija, izobraževanje in jasna navodila za delo uradnikov, vse to je bilo možno že sedaj. Kako konkretno se bodo roki za izdajo sklepa o predhodnem postopku, ki sedaj trajajo 10 mesecev, postopkov okoljevarstvenih soglasij, za katere vloge na ARSO čakajo že od 31. maja 2017, kako utemeljujete, da bodo sedaj bistveno krajši roki od vloge do izdaje vloge? Kaj bo sedaj tako revolucionarno drugačnega, da bodo postopki hitrejši, ali bo na tem delalo več ljudi? Torej, če lahko spet jaz, kar se tiče postopkov, to se pravi hitrosti leteh in tudi sploh ali pride do teh postopkov, smo nekaj na ministrstvu že naredili. Sprejeli smo uredbo, zlasti ko govorimo o predhodnih postopkih, kjer smo za spremembo pragov, kaj sploh pride v predhodni postopek oziroma v obveznost izdelave okoljevarstvenega soglasja, pomembno spremenili in smo zožali. Torej, za marsikatere posege v prostor več ni potrebno ne predhodnega postopka, ne postopka presoje vplivov na okolje. Sedaj z direktoratom za okolje, o tem mogoče kaj več gospod Slatinšek, delamo še na uredbi v smislu poslovnih con, kjer tudi prihaja do nekaterih nelogičnosti, ko govorimo o potrebnosti teh postopkov. To se pravi, moj prvi odgovor je, da se je že za spremembo pragov pomembno zreduciralo število prispelih vlog. Tako smo od prispelih vlog kar precej vlog zavrgli, zaradi tega, ker sploh ni bilo potrebno za to postopka izpeljati. To upam, da ste v gospodarstvu zaznali. Res pa je, da se pomembno še ni skrajšal čas reševanja preostalih vlog, to je pa predvsem zaradi omejenega kadra, kajti nekaj sodelavcev, ki je bilo zaposlenih interventno na tem vprašanju za določen čas, pač ni več, in zato bomo mogli tudi z kombinacijo kadrov, tako na MOP-u kot na ARSO-tu, več ljudi usmeriti te postopke, tako da bodo tudi te postopki krajši. Torej, kar je pa tudi zelo pomembno, je, da bomo v okviru teh postopkov že same postopke naredili bolj učinkovite, o tem sem prej govoril, tako kar se tiče sodelovanja zainteresirane javnosti, kot tudi seveda neke hitrejše odzivnosti vseh mnenjedajalcev, ki sodelujejo v teh postopkih. Torej, seveda nimamo čudežne palce, da bi zdaj obljubil, da bomo, postopke skrajšali z 9 mesecev na 2 meseca, gotovo jih pa bomo v nekem doglednem času, da se zadev laufa, prepolovili. Hvala. V zvezi z Mogoče bi še jaz nadaljeval, da tu nadaljujem, ki je minister končal, da zaključimo mogoče v tem sklopu, da bo jasno. Zdaj tole vprašanje gospe Alenke Markun, to je ravno bistvo tega, kar sem na začetku povedal, če ste poslušali, ne sama racionalizacija v smislu reorganizacije, brez tega dodatnega napora ne bo prinesla rezultata, tako kot smo zdaj govorili, kaj je pravzaprav osnova. Ta struktura je osnova za to, da bomo mi pravzaprav prenesli reševanje vlog iz sistema z večjim številom uradnikov, ne z več sektorov na enega uradnika,
tako da bo lahko en uradnik rešil celo vlogo, ne pa le en del, s čem bo tudi pridobil celovit pregled na vsebino. Če bo uradnik potreboval dodatno strokovno pomoč za določen segment okolja, jo bo dobil na svojo zahtevo, ne bo pa šla vloga avtomatsko na vse sektore, kot je bila sedaj na ARSU in nekaj je povzročalo tudi velike zamude postopkov. Glejte, da se ne bi v detajle spuščali. Zdaj vse to, kar se vam porajajo vprašanja, moram tako povedati, da boste imeli mogoče enoznačen odgovor. Tale reorganizacija je pravzaprav osnova, da lahko to optimaliziramo. Nismo mogli to narediti v zdajšnji organizaciji, ko smo imeli na direktoratu za okolje sektor za odpadke, pa smo imeli v bistvu na ARSU tudi sektor za odpadke, zadevo v bistvu stvari so delali, vsi ljudje so delali ločeno, eni sistemsko, zakonodajno, drugi so izvajali. Mi bomo zdaj dobili bazo ljudi, iz katerih bomo pa potem v bistvu optimalizirali postopke. Se pravi, mi bomo zdaj na enem mestu dobili vse to, kar je bilo prej razdeljeno in to bo komaj nam omogočilo optimalizacijo. To, ko pravite, da bi se dalo to že narediti v prejšnji organizaciji na ARSU, ne, ni se dalo narediti, ne. To vam zagotovim iz prve roke, ker sem bil eno leto direktor na ARSU in vam zagotavljam, da sem v prvem mesecu, ko sem prišel na ARSU, sem si to želel, pa nisem mogel, zdaj pa verjamem, da bom lahko, seveda ne pa čez noč, pa tudi to, kaj je rekel gospod minister, nimamo čarobne palice, ampak imamo pa energijo pa voljo. Hvala. Hvala lepa. Bi pa povabila gospoda Gregorja Ficka iz naše zbornice gradbeništva in gradbenega materiala, da še pove nekaj mnenj. Halo, se slišimo? Se slišimo. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj, še posebej pozdrav ministru Andreju Vizjaku in državnemu sekretarju, gospodu Slatinšku. Najprej moram reči, da seveda pozdravljam takšno diskusijo. Jaz upam, da se bo zadeva lahko odvijala tudi v živo, ko je lahko debata malo bolj še dinamična kot pa preko chatov. Bi pa glede na to, da imam res dolgoletne izkušnje, ne sicer zdaj zadnje leto, ampak v preteklosti, torej tako z delovanjem Ministrstva za okolje in prostor, kot tudi Agencije Republike Slovenije za okolje in seveda v veliki večini so se seveda problemi gibali tako predvsem okrog, bom rekel, predolgotrajnih postopkov, ki so se tukaj dogajali in na nek način situacije na terenu, razumete to kot recimo izvajanju tudi za državo pomembnih infrastrukturnih projektov zadrževali oziroma podaljševali, da seveda vsaka reorganizacija, ki se izvede, ne bo imela nekega bistvenega ukrepa, to pa se mi zdi, da je bistvena stvar, za katero še jaz danes nisem slišal nekega pojasnila, če se ne bodo te službe, bom rekel, tudi številčno torej okrepile. Problem, ki smo ga poslušali v zadnjih 10 let, je bil predvsem v tem, da ARSO v bistvu torej nima dovolj kadrov, da je kadrovsko podhranjen, da je v bistvu pripad zadev, ki ga dobi v reševanje, seveda zelo velik in reorganizacija na način, da v bistvu oddelke združujemo, razdružujemo na način, da ne poskrbimo za njegove kadrovske podpore, za njegovo kadrovsko podporo, seveda se bojim, da ne bo dal polnih rezultatov. Druga stvar, ki bi jo pa svetoval, pa tudi mislim, da lahko to z vso tehtnostjo trdim, je pa seveda zakonodaja na področju, torej okoljska zakonodaja na tem področju. Jaz vam bom povedal eno anekdoto, čisto kratko, ampak brez tega ne gre. Jaz sem leta 1996, to se pravi dobrih 25 let od tega, sodeloval pri pripravi enega državnega prostorskega načrta, takrat se mu je reklo državni lokacijski načrt priprave torej avtoceste mimo Maribora. Ta odsek je bil eden najzahtevnejših, poleg Trojan, okoljsko, tehnično in tako naprej. Lahko vam povem, zadeva je bila umeščena v prostor v 2 letih.
avtocesta danes zgrajena po vseh standardih, okoljskih, tehničnih in tako naprej. Nič ne zaostaja za tistimi odseki, ki so bili v prostor umeščeni 10 pa 15 let kasneje, kjer se je že nagobilala vsa ta dodatna zakonodaja, restriktivna zakonodaja, omejitvena zakonodaja, pri kateri smo največkrat obrazložitev, zakaj je bila sprejeta in regulirana, slišali, ja, potrebno je bilo uvesti evropske direktive. Glejte, jaz verjamem, da je bilo temu tako, da pač Evropa tu ima neke svoje zahteve. Nisem pa prepričan, da je Slovenija po teh zahtevah mora toliko izstopati od ostalih evropskih držav, ker jaz sem se vseeno malo pozanimal, kako to teče drugje. In vam lahko zagotovim, da so postopki prostorskega umeščanja, kjer seveda so ti okoljski vidiki in seveda soglasja in celovite presoje vplivov na okolje in še druge aktivnosti zelo pomembni, enkrat hitrejše kot pri nas. Jaz verjamem, da vsi tu, vseh 190 ljudi, koliko nas sedaj tukaj posluša, da smo naklonjeni varovanju okolja, vendar nekaj meje treba postaviti. Tudi podpiram idejo ministra, da dejansko omeji vpliv predvsem tako imenovanih civilnih iniciativ. Imamo jih v Sloveniji kar nekaj, ki v postopkih delujejo iz nekih svojih parcialnih interesov, po principu naj bo problem drugje, samo naj ne bo na mojem dvorišču. In tukaj bo treba zadeve res pogledati na vseh teh vidikih. Ampak ključna stvar, ki pa hočemo opozoriti, so prvič kadrovske stvari, se pravi kadrovsko ojačanje, in drugič prevetritev vse te zakonodaje, ali res potrebujemo vse te analize, študije, preveritve, ki so jih znali včasih tudi projektanti zelo dobro rešiti za projektantsko desko. Ker se mi zdi, da nas to predvsem stane in časovno in tudi denarno. Učinka, če ga gledam na terenu oziroma v praksi, pa se bojim, da ga ravno neke kvalitetne dodane vrednosti na to nismo dobili. Ker zadnji primer, ki meni dviga lase oziroma ne vem, kako ga kolegom iz tujine, ko se o tem pogovarjamo, sploh naj predstavim, je izgradnja termoelektrarne Šoštanj, ki jo bomo pravzaprav sedaj, ko se je komaj zagnala, pravzaprav začeli zapirati zaradi tako ekoloških vprašanj, kot tudi problematike energentov in tega pač, kar gre zraven. To se pravi, vprašam se, kje so bile tukaj celovite presoje vplivov na okolje. Evo, toliko z moje strani, v vsakem primeru pa bomo tukaj na zbornici, tudi verjamem, da lahko to direktor povem, tudi sam vse področne zbornice, ki kakorkoli smo odvisne od delovanja, torej tako MOP-a kot tudi ARS-a, so podprli vse rešitve in jih tudi zagovarjali skupaj z ministrstvom, ki bodo pripomogle k hitrejšemu, manj birokratskemu, učinkovitejšemu in predvsem efektnemu reševanju teh problemov. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Dovolite mogočen odgovor na ti dve, v bistvu ta dva sklopa vprašanj. Torej, če je kaj skupnega vedno v uradništvu, je to, da jih je premalo zaposlenih in da je treba število uradnikov povečati. To, zdaj sem v tretjem ministrstvu, vse posod sem to slišal, pa še tam, kjer nisem bil, je isto. Torej, moj pristop je sledeč. Najprej je potrebno postrgati znotraj hiše in se upreti na to, kar imamo. To se pravi, da se z reorganizacijo kadrovski potencial okrepi na način združitve več ljudi, ki isto delajo, ker več ljudi več ve, lažje se unificirajo in tudi, bi rekel, nastanejo postopki bolj predvidni, kajti če jih več ljudi dela v isti smeri, je to lažje, kot če jih delajo na dveh različnih inštitucijah, podobne postopke in seveda težko pride do nekega enotnega potem pristopa. Torej, reorganizacija je gotovo pomemben delež, da se več naredi z istim številom ljudi. In tudi, da se bolje naredi z istim številom ljudi. In to je namen te reorganizacije. Seveda pa drugo, kar je, da se s predpisi ukine nepotrebna birokratska navlaka v teh predpisih. To je tudi lahko naredimo brez tega, da povečujemo stroške državnega proračuna in stroške, ki jih plačujete davkoplačevalci. Seveda brez dodatnih zaposlitev pa tudi ne gre. In to je tudi načrtovano.
Kajti mi imamo dodatne kvote za prihodnja leta in jih bomo predvsem namenjali za tiste oddelke, ki so povezani z naložbami in kjer potekajo te okoljski postopki, ker je treba te naložbe seveda v realnem času tudi izvesti, kar pomeni, da je potrebno tudi vsa potrebna dovoljenja, kar se da hitro pridobiti. To se pravi, da načrtujemo tudi nove zaposlitve na teh področjih. Kar se pa tiče spreminjanja zakonodaje v Republiki Sloveniji glede tudi prevajanja direktiv, se jaz z gospodom Fickom povsem strinjam, da smo nekritično v slovenski pravni red implementirali zahteve in strogo zakonodajo brez resnega premisleka, kaj to pomeni za Republiko Slovenijo. Zdaj sem dotaknil enega področja, ki je najbolj pereče, najbolj problematično in najmanj, po moji oceni, strokovno obdelano. To so tako imenovana varovana območja Natura 2000, ki smo jih v slovenski pravni red spravili leta 2003, to je tik pred vstopom v Evropsko unijo, iz pravzaprav neke naglice, ker smo morali to storiti pred vstopom v Evropsko unijo in smo bolj ali manj razglasili številna območja strokovno, bi rekel, po stroškovno vprašljivi metodologiji. Naredili smo samo zato, da smo eno kljubico obkljukali in s tem smo povzročili dolgoročno precej škode razvoju gospodarskega sektorja in tudi. Jaz nimam proti tem, da se varujejo kot varovana območja, ki to zaslužijo. Mi smo pa razglasili za Natura območje tudi območje, kjer pravzaprav sploh ne vemo, kaj tam imamo, v kakem stanju je to, glede na celotno Slovenijo in Evropo. Vrsto primerov je, bom naštel samo enega, najbolj, bi rekel, očitnega reka ali potok, se ne vem, kaj je, Voglajna mimo železarne Štore, je Natura območje za 4 ribje vrste. Ta Voglajna je bila regulirana, spremenjen vodotok sredi industrijske cone, kjer pravzaprav nihče čisto točno ne ve, kaj za en vrstni ribi sestav je noter, zaščitena je pa za 4 vrste rib. In ko sem tudi proučeval, zakaj je razglašena, je pravzaprav obseg habitatov oziroma obseg teh ribjih vrst neznan in marsikaj v zvezi z njimi je neznano, kljub temu pa je to Natura. In tako je kar še za kak primer v tej državi. Ko pa želite tam posegati v prostor, morate pa narediti celo vrsto nekih študij, kar traja. Te študije niso, bi rekel, tudi neenostavne in tudi niso tako narejene v enem mesecu ali 2, ker morate stanje tega habitata in živalskih vrst spremljati. Po drugi strani pa seveda lahko pristojni Zavod za varstvo narave izreče tudi negativno mnenje iz previdnosti. To se pravi, če nekaj ne veš, raje reči ne kot da, to je pač v habitatni direktivi praksa in posledično seveda je nemogoče izvajati posege v prostor ali kakršnekoli druge posege. Torej želim povedati, da Slovenija, ki je prva z zavarovanimi območji v Evropski uniji, kar 37% Slovenije je zavarovane, z temi varovanimi območji, potem, če temu dodamo še, da imamo, ne vem, preko 50% gozdov, potem so tukaj kmetijske površine, vodovarstvena območja, vodna telesa s priobalnim pasom, pridemo na relativno ozko območje možnosti razvoja in vsled tega tudi številni problemi, ki so morda v Sloveniji malo bolj izraziti kot drugotno. Torej, ja, res je, mi moramo v Sloveniji tudi nekoliko spremeniti te okoljske predpise, da bomo zaščitili vsebino, ne pa formo. Mi moramo zaščititi vsebino, okolje, ne pa nekaj, kar kao zaščiti okolje, dejansko je pa samo ovira za razvoj. Hvala lepa. V bistvu imamo pa poziv strani gospodarstva. V času javne razprave zakona o varstvu okolja 2 smo pogrešali obrazložitev tisto predhodno in tudi posameznih členov. Res je, da ostaja sama struktura podobna kot prej, saj pri upravnih postopkih, ampak gospodarstvo ima izkušnje, da je takrat, ko so v postopku vsaka pika in vejica zelo pomembna. Tako da sprašujemo, če bo možna še kakšna javna razprava in javna obrazložitev. Zdaj, poglejte, mi lahko spreminjamo vsak zakon leta in leta, naredimo 3 javne predstavitve, obrazložitve. Mi smo z veseljem
na voljo za sleherno pojasnilo k predlaganem zakonu. Zdaj bom zelo odkritno. Kar se tiče nekaterih vsebin zakona, ko govorimo recimo o ETS oziroma trgovanju z emisijskimi kuponi, ko govorimo tudi o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti, smo kar nekaj javnih diskusij že imeli ob noveli, ki je bila sprejeta lani. To je recimo skoraj polovica zakona. Sedaj menjamo v tem preostanku samo postopkovno, v smislu bolj učinkovitih postopkov, sodelovanja javnosti, bolj definiranih določb glede mnenjedajalcev in, kako bi rekel, kakšne revolucije, v tem smislu neke razširjene obrazložitve in potrebe po tej razširjeni obrazložitvi ne pripravljamo. No, to ste lahko tudi videli iz samega osnutka. Tako da pravzaprav mi smo na voljo, spoštovani iz Gospodarske zbornice, in smo že to tudi počeli, za sleherna pojasnila na sleherni člen, in jaz mislim, da bo te priložnosti še dovolj. Lahko pridemo in gospodarstvu predstavimo tudi zdaj najnovejši, potem že korigiran tekst zaradi seveda javne razprave in medresorskega usklajevanja, namreč tudi to je prineslo nekaj sprememb. Tako da evo, naša vrata so vedno odprta za dodatna pojasnila. Hvala lepa. Zdaj bi pa jaz kar pozvala gospoda Jorga Hodaliča, da, ker ima več vprašanj, mislim, da je bolj učinkovito, da se kar v živo oglasi. Lahko. Dober dan vsem skupaj. Ja, jaz imam eno vprašanje okrog ločitve izvršilne in zakonodajne oblasti. Jaz se spomnim, ko smo takoj po osamosvojitvi delali eno nalogo, reorganizacijo ministrstva v letu 1994 in je bila ena od osnovnih zahtev Evropske komisije, da se zakonodajni del loči od izvršilnega dela. Zdaj, jaz sem že govoril z gospodom Slatinškom okrog tega, sam rad bi videl, kako je to pravzaprav ločeno, ker prej sem slišal, ker sem dosti pozorno poslušal, da nekako se bosta združili ti dve, recimo temu veji oziroma ti znanja teh ljudi. Ali bo tej formalnosti, da je to zdaj ločeno, bo to zadoščeno ali ne bo? Ja, poglejte, zdaj mi imamo zakonodajno in izvršno vejo ločeno po ustavi. Ampak zakonodajna je parlament. Morda se ne razumemo. Jaz govorim strogo o uradnikih, ki pravzaprav pripravljajo zakonodajo, okoljsko zakonodajo, od zakona do uredb, do pravilnikov, in tistih uradnikih, ki bodo vodili upravne postopke. Ali bodo to eni in isti uradniki? Jaz se spomnim od takrat, kaj so bila pravzaprav navodila ali pa zahteve Evropske komisije, da se to dvoje ne sme mešati. Zdaj pa, morda sem jaz narobe, se spomnim, ali je pa zdaj že drugače. Ne vem. Glede, jaz ne poznam te določbe, ker tudi ni pravzaprav logično. Ne. Cela vrsta ministrstev že v sedanji državi počne, to se pravi, oboje v okviru istih direktoratov. To se pravi, imamo na eni strani v okviru direktorata del direktorata, ki pripravlja predloge sistemske zakonodaje oziroma tudi podzakonskih aktov, in hkrati imamo v okviru tega istega direktorata tudi organe, ki izdajajo upravna dovoljenja. Da temu mi nič novega ne delamo zdaj, je jasen dokaz, so integralna gradbena dovoljenja. Integralna gradbena dovoljenja so izdana na direktoratu za gradnje, prostor in, bi rekel, stanovanja, v okviru katerega istega direktorata se pripravlja tudi gradbeni zakon, vse uredbe in podobno. Ne. In tudi na drugih resorjih je podobno. Jaz sem bil slučajno, se spomnim zdaj na Ministrstvu za delo pred, ne vem, skoraj 10-9 leti, kjer so tam uradniki po eni strani pripravljali zakonodajo z področja recimo varstva pri delu, hkrati so pa ta isti uradniki izdajali dovoljenja za nočno delo žensk. To je bil čisti upravni akt, ki ga je izdajalo ministrstvo. Noben organ sestavi ali karkoli. Tako da bi ta ločitev morala biti organizacijska, to se pravi, da bi imeli
te dve stopnji že kar, kako bi rekel, uzakonjeni, kar pomeni, da bi imeli nek organ v sestavi oziroma nek drug organ, ki izdaja upravne akte in pol neko resorno ministrstvo ali karkoli, ki odloča o pritožbah ali ki pa piše sistemsko zakonodajo, recimo, temu enostavno ni. Prvič slišim za kaj takega, pa sem že marsikaj dal skozi. Hvala lepa. No, tudi mimogrede, če bi bilo kaj vsem narobe, potem bi bila tudi izdaja integralnih gradbenih dovoljenj že pod velikim vprašanjem, pa na to ni nihče opozoril. Kar je eklatantni primer. To je res. Bi pa povabila zdaj še direktorja Aquafil Slo Slovenije, gospoda Denisa Jahiča k besedi. Spoštovani gospod minister, spoštovani vsi prisotni, me zelo veseli današnja diskusija. In moram priznati, da se v veliki meri strinjam s tem, kar je gospod minister danes povedal in tudi ostali govorniki. To, da se zavedamo, da imamo problem in da imamo že določene predloge in ideje, kako problem rešiti, je zame zelo, zelo pomembno. Kar se tiče pa predloga o reorganizaciji in debirokratizaciji postopkov, bi rad izrazil, da jih zelo podpiramo. V gospodarstvu si želimo hitrih in transparentnih postopkov, da nam bodo omogočili planiranje in izvedbo investicij. Tako da lahko rečem, da lahko računate na našo maksimalno sodelovanje in pomoč in da bomo tudi veseli, če boste vprašali nas za mnenje, torej nas, ki smo na prvih bojnih frontah. Kar se tiče pa naše konkretne izkušnje, mi kot podjetje, ki smo del multinacionalke, že 10 let orjemo ledino na področju investicij v recikliranje, torej v krožno gospodarstvo. In naše izkušnje so, da pri postopkih ponavadi ne šteje vsebina, vendar štejejo vejice in nejasno zapisani členi, ki potem omogočajo različna tolmačenja. Zato res apeliram, da je ključno, da bo v novem zakonu vse maksimalno jasno zapisano. Ker na koncu mi smo imeli potem že pri samem tolmačenju določenih členov smo imeli probleme, kako si mi tolmačimo, kako si tolmačijo na ARSO, kako si mi tolmačijo na ministrstvu, kako si tolmačijo različni svetovalci in različni odvetniki. Kakorkoli že, zelo pozitivno se veselimo sprememb in še enkrat dobite našo maksimalno podporo in pomoč in smo pripravljeni sodelovati. Hvala lepa. Hvala. Zdaj vidim, da je se javil k besedi gospod Iztok Slatinšek. Izvolite, gospod. Mikrofon imate, ja, okej. Prav. Ja, se slišimo? Slišimo se. Ja, mogoče še ta komentar na vprašanje gospoda Jorga, da bo razumel. Na tem nivoju to ne, ker tisti, ki bo delal zakonodajo, tisti, ki bo zadolžen za delo zakonodaje, on bo delal na zakonodaji, ne bo on istočasno ali pa popoldne delal odločbo, ne. Vsak bo delal svoje delo, ne, kakorkoli pa moramo vedeti, da bo zdaj to sodelovanje bolj omogočeno. Vse tudi zdaj, ko smo spreminjali uredbe ali pa ko smo delali zakonodajo, so pravzaprav na vseh teh uskladitvenih sestankih sedeli skupaj tisti, ki so v bistvu izvajali in pa tisti, ki so zakonodajo delali, ne. Tako da to v bistvu na tem nivoju to ne more biti problem, ne. Tudi je gospod minister klasično povedal primer, ne, tako mogoče še ta odgovor, ne. Zdaj pa tudi gospa Katarina Celič, glede direktive v PVO je treba zagotoviti neodvisnost odločanja projekta od investitorja, kadar je državni organ hkrati investitor projekta. Glejte, o isti zadevi govorimo, ne. Ne more biti to vplivanje, ampak je v bistvu samo optimalizacija, ne. Tako je treba to gledati, ne. Pa še mogoče to, kaj je gospod Ficko povedal, tudi to vse drži. Mi smo pravzaprav zelo konzervativno implementirali vse direktive v naš pravni red, ne, v teh uredbah, če gledamo, ne. Mi smo izbirali
najbolj v bistvu možne omejitvene možnosti, ki so direktiva nasplošno puščala posameznim članicam. Absolutno se strinjam z gospodom Fickom, da je to temu tako. Imamo ogromno primerov, imamo ogromno uredb, ki so v bistvu najbolj konzervativno prenesene v naš pravni red, podzakonski akti. Ogromno je tega za narediti in uskladiti v smislu stvari, tako da tudi na tem delamo. Par primerov smo se že lotili, tako da tudi tu obljubljamo napredek. Kar se tiče kadrov, gledajte, kadri, večji problem kot kadri je sam način dela in organizacija dela. Tu mora biti v bistvu nekako največ doprinosa moramo na tem segmentu narediti, tudi v bistvu spremenjanje zakonodaje in uredb, znižanje, višanje pragov, ni avtomatsko prineslo nekako premosorazmerno zmanjšanje časovnic. To pomeni, če bi zdaj šli eno analizo gledati, bi pravzaprav ne mogel najti neko korelacijo matematično med število uradnikom in efektnostjo, tako da, tako kot pravi minister, z roko v roki. Toliko za zdaj. Hvala. Če lahko še jaz nekaj dodam. Seveda. Izvolite. Mikrofon imate izklopljen. Ja, torej, še dve stvari bi rad povedal. Prvič, gotovo pomeni združevanje ljudi, ki strokovno delajo na sorodni problematiki, pomemben prispevek k dvigu strokovnega nivoja. Jaz, ko sem tudi v prejšnjih službah, ki sem jih upravljal, bil deležen z določenimi postopki, zlasti izdajanja okoljevarstvenih soglasij, sem bil dostikrat prepričan, da zaradi pomanjkanja znanja na nekih določenem področju uradniki poiščejo zavetje v pravnih dikcijah, kako preložiti to ali ne odločati ali celo zavrniti. Torej, neka strokovna nesuverenost na nekem področju je lahko tudi problem, da se odloča učinkovito in, bi rekel, tudi strokovno korektno. Seveda, uradnik noben tega ne bo priznal, da neko stvar ne ve. Tako da mi želimo z združevanjem tega potenciala, to se pravi na ministrstvu in ARSO, v skupno ekipo, tudi dvigati strokovnost in tudi samozavest uradništva, ki odloča. Marsikje, recimo na področju energetike, na področju tudi odpadkov, ljudje, ki poznajo zadevo iz prakse v drobovje, zelo lažje odločajo o zadevi, kot pa nekdo, ki se počuti negotov, ki potem išče 101 varovalko, kako se zavarovati pred napačno odločitvijo in praviloma odlaša s to odločitvijo. Tako da želim povedati, da je vrsta učinkov, ki jih ta reorganizacija prinaša tudi v smislu dviga strokovnosti in s tem tudi učinkovitosti pri odločanju. Hvala lepa. Zdaj bi pa povabila k besedi gospoda Bojana Pahorja, za njim pa gospod Petro Prebil-Bašin. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod minister, gospod Slatinšek in vsi ostali kolegice in kolegi. Zelo pozdravljam tale sestanek danes in željo ministrstva, da bi nekaj na tem zelo problematičnem področju pridobivanja dovoljenj za gradnjo in umeščanja v prostor dobrega za slovensko gospodarstvo bilo narejeno. Zdaj, minister je pravkar omenil to, kar sem pravzaprav želel sam problematizirati. Torej, kot je tudi gospod Denis Jakič prej že med vrsticami povedal, uradniki berejo pike in vrstice, te omogočajo različne interpretacije. Verjetno je to zaradi šibkega strokovnega znanja, ne vseh, pa ne na vseh področjih, ampak postopek integralnega pridobivanja gradbenega dovoljenja in sploh okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj za industrijske projekte zahteva seveda zelo široko in različno strokovno podkovane uradnike, ki jih pa verjetno ministrstvo oziroma ARSO v zadostni meri nima.
In to je verjetno eden od ključnih problemov, zakaj ti postopki trajajo tako dolgo. Jaz sem sam tudi v vlogi predsednika tehnologov na Inženirski zbornici Slovenije in z gospodom Slatinškom sva se v zvezi s tem že pred časom srečala in mi smo kot Inženirska zbornica ponudili roko, da bi bili neke vrste strokovna podpora in pomoč pri reševanju določenih strokovnih vprašanj, ker verjamemo, da samo strokovno utemeljeni in pravilno izbrani tehnološki postopki, ki izpolnjujejo vse zahteve BAT tehnologij, okoljevarstvenih zakonov in emisij in sploh vse v zvezi s tem, so prava osnova za postavitev objektov v okolje. Res pa je tudi to, kar sem že napisal v enem vprašanju malo prej. Omenili ste, da boste ukinili drugo stopnjo pritoževanja na Ministrstvo za okolje in prostor, s čimer želite skrajšati same postopke na MOP-u. In s tem seveda se strinjam. Dejstvo je, da bo potem ostal samo še upravni spor na upravnem sodišču, kar pa seveda za enega investitorja časovno gledano ni nujno skrajševanje, ker se lahko tudi ti postopki tam vlečejo še naprej. Zanima me, ali pritožbe, ki so velikokrat vsebinsko in strokovno neutemeljene, ali ste razmišljali o tem, da bi tisti, ki se pritožujejo in dajo takšne pritožbe, bili tudi odškodninsko odgovorni. Namreč z zavlačevanjem postopkov se seveda ti projekti, ki čakajo, dražijo ali pa investitorji izgubljajo voljo do tega, da bi sploh kakšen projekt postavili, da ne omenjam lastnikov, ki so včasih tujci in tega ne razumejo, se potem zaradi nerazumljivih postopkov in zavlačevanj odločajo namesto za investicije v Sloveniji, za investicije v katerihkoli sosednjih državah. Hvala za odgovor. Vidim, da se je gospod Slatinšek javil verjetno k odgovoru, izvolite. Ja, mogoče zato, ker sva z gospodom Bojanom Pahorjem že dosti govorila na to temo, bi jaz dodal tudi moje videnje. Takrat smo razmišljali že o reorganizaciji, zdaj seveda to bomo nadaljevali, te cilje, ki sva si takrat z gospodom Pahorjem zadala, ta izobraževanja, sodelovanje za tehnologi, se pravi, to je tisto približevanje uradnikom, če lahko rečem, temu realnemu svetu, te tehnologije se zelo spreminjajo, to je tisti segment, ko sem ga na začetku omenil, da bomo dosti vložili v izobraževanje uradnikov. Moram povedati, da sem organiziral 2 ekskurziji v času svojega direktorovanja na ARSU in sicer smo šli pogledati v bistvu tak en industrijski kompleks, termoelektrarne Brestanica, in smo nekako povratno dobili potem od uradnikov zelo pohvalne besede, da to pa res se po dolgem času zgodilo, da se nekaj časa za to vzelo, da so si pogledali v živo te zadeve, o katerih odločajo, to je ta segment, ki je zelo pomemben, tudi če se še malo na gospoda Ficka navezujemo, to je tisto približevanje realnemu svetu, ki je tu zelo potreben, in seveda izobraževanja, ki so to nujno potrebna, in nekako vračanje stroke v pravem smislu, ne pa to, kar je tudi gospod minister prepovedal, da smo se pravzaprav potem več ukvarjali v bistvu z pravnimi zadevami po stroko v nekih določenih segmentih, ker se je to tako razdrobilo. Tako da to, kar sta se gospod Bojan dogovorila, po tej poti gremo naprej, seveda pač zdaj v drugi sestavi. Pa še eno vprašanje, ki sem ga tu zasledil, mogoče lahko odgovorim, vprašanje, kdo bo izdajal pooblastila za obratovalne monitoringe MOP ali ARSO MOP? To je nekdo vprašal na chatu. Toliko z moje strani. Bi sam dodal, spoštovana, če lahko, glede vprašanja gospoda Bojana Pahorja z odškodninskimi oziroma torej z neko odškodninsko odgovornostjo pritožnikov. Zdaj, jaz bi rad povedal, da je pritožba ustavna kategorija. Pravico do pritožbe ima po
ustavi je potrebno zagotoviti. Kar pa ne razbremenjuje odškodninske odgovornosti. To lahko vsak danes naredi, lahko zoper pritožnika, če mu dokaže, da mu je za pritožbo nastala škoda, lahko uveljavlja. Sej nikjer ne piše, da zaradi pritožbe ne smeš uveljavljati odškodninske odgovornosti po seveda zakonodaji, ki je samo, to je praktično nemogoče. Vi ne morete zaradi nekoga, če nekdo pač se pritoži zoper neko odločitev upravnega organa, da je s tem že a priori nastala škoda temu. Če on izkoristil to pravno sredstvo, ki mu gre po ustavi, pustimo zakone, po ustavi mu gre, boste zelo težko že dokazovati, da je sam po sebi naredil škodo. Če se pa dokaže, da je on zavlačeval z tem načrtno, namerno, ampak to je težko dokazati, je pa možnost po moje tudi odškodninskih zahtevkov. Tako da jaz mislim, da bi zelo težko mi naredili noter, ne vem, neko določbo, da bi kar napotovala na to, da je vsaka pritožba že neka škoda za investitorja. Hvala lepa. Gospa Petra Prebil Bašin, prosim. Okay. Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Debirokratizacijo postopkov v gospodarstvu izjemno pozdravlja. Zdaj, kako se bo to izvedlo, je pač v vaših rokah. Upamo na dvig strokovnega nivoja, na preobrazbo uradnikov, res iz inšpektorjev neko svetovalno funkcijo, z res več poudarka na vsebino in da rečem zdrave pameti. Zelo pomemben segment je pa tudi vpliv na stroške poslovanja podjetij in prosimo vas tudi za razmislek v tej smeri. Zelo bi si želeli torej, da so roki postopkov jasni, kot tudi možnost ocene predvidenih stroškov, kar vedno ni tako. Zdaj, če se samo v bistvu ozremo na ZVO2, podjetja izjemno skrbi vsebina ZVO2 na področju ravnanja z odpadki, ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. Stroški bodo porasli, to je jasno, a podjetja želijo in prosijo za večjo jasnost in transparentnost določb zakona. Kaj posamezne ureditve res pomenijo za stroške poslovanja podjetij. V oči bode preobrat na področju ureditve družb za ravnanje z odpadno embalažo, torej drujetov, kjer se zdi, da gre tendenca v smeri ukinitve množice drujetov, kot imamo to zdaj urejeno, v eno družbo. Zdaj, kaj učinkoviteje je težko predvideti na prvi pogled, ampak v imenu zavezancev vas prosim, da se pripravi tudi stroškovna opredelitev obeh možnosti. V prvi javni razpravi žal ZVO2 ni vseboval poglavje o vplivu zakona na gospodarstvo. In to se nam zdi izjemno pomembno, torej, da se stroškovno opredeli, kakšen je vpliv tega zakona na gospodarstvo. To bi bila moja želja. Hvala lepa. Hvala. Ja, poglejte, zdaj tako, gospa Petra Prebil Bašin je pravilno ugotovila, da pri organizaciji ravnanja z odpadki se obetajo pomembne spremembe. Pa ne zaradi tega, ker bi si mi to želeli in silili naprej, čeprav imamo tukaj ogromno nakopičenih problemov, temveč zaradi implementacije direktive o implementaciji načela proizvajalčeve razširjene odgovornosti. To je dejstvo. Jaz mislim, da o tem brez veze razpravljati in to bomo pač morali narediti. Zdaj je samo vprašanje, kako to naredimo. Ampak že iz same proizvajalčeve razširjene odgovornosti izhaja vrsta odgovorov, da je aktivnost pri tem tudi na gospodarskih subjektih, ne samo na ministrstvu. Kako se bojo optimizirali stroškovni layerji tega, bi rekel, ravnanja z odpadki, bo predvsem odvisno od gospodarstva. Vse je od gospodarstva, oziroma vsi, ki dajo na trg proizvode, bodo odgovorni tako organizacijsko kot finančno za ravnanje z temi njihovimi izdelki, ko naredijo odpadek, to je zlasti pri embalaži, in ko postanejo oni sami te izdelki odpadek. Torej, jaz sem prepričan, da je sedanji sistem neučinkovit.
sedanji sistem, ko imamo relativno liberalno organiziran trg upravljanja, govorim, ne ravnanja, upravljanja z odpadki, ne sledi okoljskim ciljem. Zlasti tam, kjer je drojetov na enem tem masnem toku odpadkov več. Tipičen primer je ta komunalna oziroma ta embalaža. Tipičen primer, kjer imamo 7 ali 8 drojetov, totalno anarhijo in niti približno ne dosegamo okoljske cilje. Tudi teza, da trg prinaša na tem področju upravljanja neko dodano vrednost pri odpadkih, enostavno ne drži. To je pa predvsem iz čiste ekonomske logike, ker vsak droje sledi zgolj temu, da ponudi svojo storitev proizvajalcu odpadkov oziroma embalerju, svojo storitev po čim nižji ceni. In embaler, tisti, ki daje odpadno embalažo na trg, izbere tisti droje, ki je najcenejši. Ne glede na okoljske cilje. Glede, to so odgovornost, trdim za to mizo. In posledice imamo, da drojeti potem na oni strani, ko pobirajo to odpadno embalažo iz skladišč izvajalcev javnih služb, to ne naredijo v celoti, zbirajo, katero odpadno embalažo bodo pobrali, zato ker je nekatera še nekaj vredna, nekatera pa ni nič vredna. In imamo problem, da država praktično z interventno zakonodajo to rešuje za zadnjih nekaj let. Torej, trg več drojetov na tem področju je prineslo kaos, ne pa red. In tudi po moji oceni so pri upravljanju z odpadki v primeru več drojetov pravzaprav se določene stvari podvajajo in to glede na relativno majhen trg Slovenije, 2 milijona nas je, pomeni nepotrebne stroške, ker če imamo 7-8 upravljavcev enega masnega toka oziroma odpadkovnega toka, pomeni, da 8 firm to paralelno dela z vsemi stroški, ki jih recimo organizacija take firme prinaša. Nenazadnje je samo upravljanje z odpadki relativno majhen del stroškov celotnega ravnanja s temi odpadki. Ključno je, da bojo seveda ostale storitve v verigi, od odvozov, zbiranja, sortiranja, predelave in tako naprej, stroškovno optimalne, kar pa ne bodo delati sedanji drojeti ali po novem organizacije. Tako da, kar se tiče stroškov, spoštovana Petra Prebil-Bašin, bi lahko jaz vam postavil vprašanje, kako se boste organizirali, ker ste se vi dolžni organizirati, da bodo te stroški optimalni. Kaj vi predlagate? Mi se zdaj postavljamo v neko pozicijo ministrstvo, kot da smo mi tisti odgovorni, ki bomo ravnali poslej za temi zadevami. Ne, obratno bo, vi boste s tem ravnali. Mi smo vam pa pripravljeni nuditi vso pomoč in podporo, da bo to cenovno in stroškovno optimalno. Res pa je nekaj, da bodo morale družbe vkalkulirati v stroške produktov tudi nekatere stroške, ki jih danes ne vkalkulirajo v to. Naprimer, pri odpadni embalaži je tipično, da danes to plačujejo kupci te odpadne embalaže. Kupci namreč plačujejo odvoz, zbiranje in odvoz ter deponiranje delno tudi predelavo preko izvajalcev gospodarskih javnih služb. Poslej to več ne bodo delali naši potrošniki oziroma ljudje, temveč bodo to delali proizvajalci te iste embalaže. Torej bo del stroškov, ki jih danes plačujejo ljudje preko položnic, ker pridejo te stroški preko elaboratov obračuna cen komunalnih storitev v ceno komunalnih storitev neke javne službe nekje v nekem kraju, bodo poslej to izključili in bodo ljudje na boljšem, ker bodo to plačevali tisti, ki to odpadno embalažo dajejo na trg. In to je prav, zato da bodo tudi tisti, ki to dajo na trg, ravnali bolj odgovorno, da bodo to ravnali z okoljem bolj prijazno embalažo, z manj embalaže in posledično manj odpadkov. Tako da proizvajalčeva razširjena odgovornost, pravzaprav sili proizvajalce, da delajo to snovno in stroškovno bistveno bolj optimalno kot doslej. In da države praktično tu ni, razen da postavi splošna pravila igre za vse. In mi smo, še enkrat povem, pripravljeni iti nasprot, narediti vse, da bo to za bodoče, kako bi rekel, nosilce te odgovornosti, proizvajalčeve razširjene odgovornosti, da bo ta sistem optimalen. Tukaj ponujamo roko sodelovanja, težko pa vam zdaj naprej govorimo, mi to, kar bi vi dejansko morali tudi malo že kalkulirati, koliko bojo ti stroški. To je vaša stvar, kako se boste tem znali prilagoditi, kako se boste tem organizirali, ker je to vaša naloga.
Imamo pa več vprašanj glede organizacije ARSO, v bistvu, če bo na voljo kakšen organigram, tudi v bistvu časovni potek, čeprav vem, da ste nekaj omenili na to temo. Sprašuje se pa tudi o razdelitvi nalog, naprimer, kdo bo izdajal pooblastilo za obratovalni monitoring, pa vlogo ARSO kot mnenjedajalca. Lahko jaz. Ja, predvsem, če začnem tukaj na koncu, gradbeni zakon določa, da je ARSO mnenjedajalec v postopkih, tako zaenkrat ostaja, če ne bo prišlo do kakšne spremembe v zakonu o varstvu okolja. Se pravi, ARSO je tisti, ki bo še naprej podajal mnenja v PVO postopkih. Kar se tiče, kaj je bilo še vprašanje, če lahko prosim ponovite? Glede pooblastil dajajo na Direktoratu za okolje, na ministrstvu, to je že prej gospod Slatinšek povedal. Še kakšno vprašanje, kaj še bilo? Še v bistvu, če bo na voljo organigram pa rok za prilagoditev. Ja, uredba, ki določa, s katero se bo ta organizacija izvedla, je v medresorskem usklajevanju, torej rok, na katerega računamo, je 1.7. Hvala lepa. Imamo pa tudi vprašanje, ker zaradi upravnih postopkov, kjer so težave tudi v nekaterih uredbah, predvsem so to tako imenovana IED uredba, pa SEVESO, ker se gre za okoljevarstveno dovoljenje za večje naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje, kot je zdaj zapisano, oziroma tam, kjer je večja količina nevarnih snovi. Ali se predvideva tudi, da se bojo te uredbe uskladile z spremembami? Izvolite, gospod Slatinšek. Bi samo še mikrofon aktivirali? Ja, pardon. Poimenovanje naprav v IED uredbi, ki je zdaj napravi, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, bomo uskladili s poimenovanjem iz IED direktive naprave, ki lahko povzročajo industrijske emisije, če ste to imeli v mislih. To sem imela v mislih, ja. Ja, je v pripravi. Kaj pa tako imenovana SEVESO direktiva oziroma uredba, ki obravnava? Ja, v bistvu zdaj je, tale IED uredba se v bistvu zdaj dopolnjuje, oziroma se te zadeve usklajujejo z direktivo. Zdaj, če kaj rabite bolj podrobno, vam lahko tudi pošljemo pismeno, ne vem, kaj imate v mislih. Ja, v bistvu vemo, da ti postopki izredno dolgo trajajo, tako da in se podjetja, mislim, da so to najdaljši postopki. Ja, to so najdaljši postopki, to je že gospod minister prepovedal, da bo nova zakon o varstvu okolja bo podlaga za spremembo nekaterih predpisov, predvsem uredba o odpadkih, IED uredba in tako dalje, s katerimi bomo dosegli dodatne debirokratizacijske učinke v smislu teh časovnic. To bo zdaj v zakonodaji, bo to zdaj osnova, da bomo potem lahko v teh podzakonskih aktih to uredili. To je tudi bil namen, eden od namenov spremembe zakona o varstvu okolja. Hvala lepa. Vidim, da je gospa Darja Boštjančič iz našega združenja kemijske industrije postavila več vprašanj, pa predlagam, da kar vklopi mikrofon in vpraša. Darja, izvoli. Ja, najlepša hvala. Nasploh bi nas veselilo, če bi imeli v naslednjih korakih možnost se še večkrat srečati na podoben način ali pa v ožji sestavi, da bi lahko sproti usklajevali te procese tudi na strani vlagateljev, morda še da se sploh izboljša. No, in to je ena stvar. Potem druga stvar bi bila, ali je bilo pri tej viziji reorganizacije in pri časovnici upoštevano, da se bo najbrž zaradi načrta za okrevanje in odpornost in drugih ambicioznih
projektov število vlog povečalo in potreba po še hitrejšem izdajanju dovoljenj. In potem nas tudi zanima, če bo na nek način tudi delovanje mnenjedajalcev ali pa inštitucij, kot je tudi tale inštitucija DRSV za vode, ali bo tudi to v tem kontekstu reorganizacije zajeto nekako, ker se tudi tam kar nekaj časa izgublja. Hvala lepa. Izvolite, gospod Slatinšek. Ja, vsekakor razmišljamo v tej smeri. Zdaj, kar se tiče mnenjedajalcev, je tu en velik problem, ki ga opažamo. Nekako bomo probali tudi implementirati evropsko uredbo, ki nam v bistvu omogoča tudi drugače zastavljena pravila glede mnenjedajalcev, in sicer je tam v bistvu ena dikcija, ki je generalna, se pravi, mi ne rabimo v bistvu mnenje dajalcev prositi case by case, če lahko tako se izrazim, ampak lahko za določene segmente tudi predpostavimo neka takšna generalna mnenja. To je potem tista druga faza. Glejte, zdaj, če se še enkrat vrnem nazaj, vsi ugotavljate pravilno, to, kar sem že mogoče na začetku povedal, ampak mogoče je šlo malo mimo. Mi za samo tole reorganizacijo ne rešujemo debirokratizacije v samem smislu besede. Tale reorganizacija nam pravzaprav omogoča, da naredimo debirokratizacijo na vseh tistih segmentih, ki so zdaj nekako ovira, da konsolidiramo vrste in nekako tudi z gospodarstvom boljše sodelujemo. Je treba zdaj mogoče v tem trenutku, bližamo se koncu, je treba povedati tudi to, kar sem opažal, da so uradniki na drugi strani, ko so delali te zahtevne zadeve, se pravi OVD dovoljenja, pa vse ostale težke zadeve, izhodiščna poročila in tako naprej, so se pa v bistvu uradniki tudi angažirali in zelo pomagali tudi neveščim investitorjem. Moramo vedeti, da vsi investitorji niso imeli dobrih izdelovalcev dokumentacije. Generalno gledano, verjetno temu ni tako, to je mogoče eno leto, ki sem ga preživel na Arsu, ni dovolj dolgo obdobje, da bi se ustvaril boljšo sliko, ampak nekako moj vtis, ki je bil, da so v bistvu tu na tem segmentu je ogromno bilo narejeno tudi za investitorje, tudi investitorji so se zahvaljevali, tako da tudi iz tega segmenta je treba tudi dati ene pozitivne signale samim uradnikom, da nekako ne bojo zdaj na neki zatožni klopi. Glejte, zdaj 3/4 pa 3/4 skoraj, govorimo vsi o eni stvari, upam, da smo se edini, vsi skupaj se bomo trudili izboljšati in uradniki sami po sebi niso tista ovira, sam po sebi ovira postopek, je v bistvu sam zabirokratiziran postopek, preveč smo spustili pravno odločanje po črki zakona, po vejicah in pikah, kar je prej gospod Ficko omenil. To so zdaj mogoče te zadeve, ko gledamo iz enega tega drugega zornega koda, nismo pa dosegli nekega višjega standarda varovanja okolja. To bomo zdaj vse v drugem koraku, se bomo tega lotili, to je ta težavni del. Z tega drugega koraka bo odvisno uspeh debirokratizacije. Brez te reorganizacije pa niti možnosti nismo imeli se lotiti debirokratizacije. Toliko. Hvala lepa. Zdaj, če dovolite, vem, da se bližamo koncu, pa bi imela še dva govorce bi povabila. Najprej gospod Tino Vihar Vesnaver, ker je postavila več pod vprašanj v okviru četa, nato pa gospoda Francija Steleta iz direktorja Belinke. Dobar dan, Tina Vihar Vesnaver z Enet okolja. Sem tudi nekaj cajta zaposlena na Agenciji za okolje kot uradnik, tako da mislim, da poznam delo uradnikov in tudi težave.
Zdaj pa v luči pozdravljam seveda, da željo, da bi se poenostavili in skrajšali postopki in da bi se izboljšalo, se pravi, to področje izdaje odločb. Zdaj pa imam en par vprašanj v zvezi z izhodiščnimi poročili in pa uskladitve OVD-jev z BAT zaključki. Namreč novela oziroma nov zakon, osnutek ZVO2 predvideva, da bo v roku enem mesecu oziroma 6 mesecev po izdaji novega zakona, da bodo mogli vsi tisti IED upravljalci, ki nimajo še usklajenega dovoljenja z BAT zaključki oziroma niso predložili izhodiščnega poročila, morali to narediti. Zdaj pa, glede na to, da postopki izhodiščnih poročil so zelo, zelo dolgotrajni, predvsem verjetno zaradi tega, ker niso se sproti ugotavlja v bistvu, kaj vse zahteva zakonodaja, me zanima, skratka, sigurno bo porast vlog, glede na to, da ta reorganizacija, skratka, cilj te reorganizacije je, da se postopki skrajšajo, kako se bo organiziralo delo, da bo kljub temu večjemu številu vlog se postopki ne bojo še podaljšali, oziroma ne bojo še daljši, kakor so zdaj. Najlepša vam hvala za odgovor. Izvolite, gospod Slatinšek. Ja, stvari so enostavne, ne? V bistvu stvari so enostavne, ne? Tako jih bomo organizirali, ne, da bojo skrajšani, ne? To, kar si gospa želi, bomo naredili. Hvala. Zdaj pa se bližamo koncu, bi še gospoda Francija Steleta povabila k vprašanju. Hvala lepa za besedo. Pozdravljam tale današnji sestanek in pa predvsem iniciativo ministra Vizjaka, katerega pot skozi to ministrovanje nas pelje dejansko k nekemu napredku. Tudi tale korak mislim, da je v ta pravo smer in super, da se lahko slišimo in se pogovarjamo o tem. Pri nas imamo lastnika tujca. Ta lastnik gleda vnaprej, mi moramo vse planirati par let naprej. In pri nedorečeni zakonodaji je to praktično nemogoče delati. In upam, da se zakonodajalci tega zavedate. Firme ne moramo delovati v nekih področjih, kjer nimamo neke jasne vizije. Zato zdaj prihaja do izziva, ko smo prišli do Recovery Resilience plana, in pa do tako imenovanega zelenega dogovora, kjer smo v letu 2021 pa do leta 2030 vse evropske države se zavezale, da bomo 55% znižali ogljični odtis. ZVO2 se zdaj spreminja, kar je za nas priložnost, da damo v zakon nekaj, kar ne predvidevajo trenutne EU direktive in naredimo nekaj za svojo industrijo, za industrijo v Sloveniji. Poleg tega, da bo prišlo do debirokratizacije, kar iskreno upam, da se bo hitro izvedlo in da se ne bo več gledal na vejice pa pike, ampak na vsebino, nam tukaj prihaja predvsem priložnost za industrijo preko zakonodaje, kako spremeniti to strokovno, odporno, zeleno reševanje našega sveta in pa naše prihodnosti, preko te zakonodaje. Ker če bomo mi zakonodajo sprejemali še naslednjih 5 let, bodo čez 5 let države, kot so Nemčija, Francija in podobne, nam takrat začeli rešitve prodajati. Mi pa ne bomo imeli priložnosti tega razvijati sami. Medtem se bodo naši lastniki odločili, da gredo nekam drugam. Namreč mi danes čutimo pritisk CO2 kuponov, mi smo tudi energetsko intenzivno podjetje, tako kot številna druga v Sloveniji, in mi ne moremo ukrepati proti temu. Namreč trenutna zakonodaja in tudi tista ZVO2, ki je bila v obravnavi, ni predvidevala
nekih rešitev. Nekih rešitev, ki bi jih uvozili iz evropskih direktiv, ker jih pač ni. Direktive bodo nastale prepozno, za nas pa stroški nastajajo sedaj. In naši lastniki na te stroške gledajo in mene debelo gledajo, kako jaz ne znam tega oceniti. Ne morem oceniti, če nimam niti rešitve, na kako naj to speljem. Kako naj zmanjšam ogljični odtis, če mi to tehnologija ne dopušča. Nemška zakonodaja je v tem mesecu sprejela že neko zakonodajo, ki velja za njih same, kako bo država pomagala energetsko intenzivnim podjetjem, da se bodo preobrazila. In to bodo lahko vsa energetsko intenzivna podjetja, ne samo tista, ki so EED naprave, ampak ki bodo strokovno lahko dokazala, da lahko pride do tako imenovanega odtekanja ogljičnega odtisa v tretje države. Tretje države namreč teh stroškov nimajo, produkti bodo pa veselo prihajali v Evropo. In Nemčija na tem dela, mi pa čakamo, da se bodo reorganizirala neka zakonodajna telesa v Evropi in da bomo capljali za njimi. Zdaj imamo priložnost, dajmo kaj na to narediti. Dajmo napisati nekaj, kar sicer ne bo popolnoma jasno in po debirokratizaciji upam tudi ne boste vsakega našega uradnika za ušesa, ker se bo odločil za Slovenijo, za razvoj, za nove rešitve, ampak nam bodo dajala take priložnosti, da jih bomo lahko uvedli. Mi trenutno delamo na 3 projektih za razogljičenje, sodelujemo preko gospodarske zbornice in iščemo rešitve, vendar teh poti trenutno v zakonodaji ne vidimo. Tukaj bi prosil, kako se bomo tega lotili, kako bomo razogljičenje dosegli 55% v teh naslednjih 10 letih, od letošnjega do leta 30, ko pa so postopki dolgi, nedefinirani, ne vemo, koliko časa posamezni trajajo. Mi, ko bomo novo napravo za razogljičenje hoteli inštalirati, bomo morda prišli tudi v presojo vplivov na okolje. Trajalo bo morda naslednjih 3 do 5 let, da se bomo iz tega primeža izvili in potem je potrebno še investirati, če bo lastnik pripravljen toliko časa čakati. Hvala za odgovor. Izvolite, gospod Slatinšek. Ja, zdaj ne vem, ali je še minister z nami? Ne vidim ga, ja. Pol bom jaz. Glejte, zdaj odgovor, ne. Jaz mislim, da je dokaz spremembe, tempa spremembe zakonodaje in uredb odgovor gospodu Franciju, saj do zdaj v teh zadnjih 15 letih takega tempa, ko smo zdaj imeli od marca lanskega leta, ni bilo zaslediti, ne. Zdaj, če začneva gospod Franci z uredbo presoje vplivov na okolje, mi smo v pol leta spremenili pragove, smo izvišali, mislim, da je treba priznati, ne, da smo zmanjšali pripadnost vlog za sigurno okrog 68, od 65 do 68%, ne. To je bil eden od večjih uspehov v tej debirokratizacijski zgodbi, če lahko rečem, ne. Zdaj očitati tej trenutno vladajoči administraciji počasnost pri zakonodaji v bistvu ni, ne bom rekel, ni na mestu, ampak ni odraz dejanskega stanja, ne. Če gledam, kaj se je v 15 letih zgodilo glede tega leta v posameznih segmentih, tako da mi bomo s tem tempom nadaljevali, koliko bomo lahko, koliko nam bojo dopuščali koliko nam bojo dopuščale druge okoliščine, da ne rečem tudi politične, ne. Zdaj, ekipa je dobra, če bi nam pustili eno daljšo časovno obdobje, bi za gospodarstvo, verjamem, lahko naredimo ogromno v smislu pospešitev postopkov in povzročanja manj škode na tistih segmentih, kjer smo jih mogoče tudi nezavedno, ne, zaradi samih okoliščin, ne. Tako da to bi bil odgovor. Hvala lepa. Bi pa povabila še gospoda ministra. Se opravičujem, ker sem vas zgrešila prej. Izvolite. Ja, torej,
seveda rešitev vprašanja, ki ga je predhodnik iz gospodarstva čeprav razumem tuji lasti, ki seveda gledajo širše na svoje naložbene priložnosti, rešitev je v sodelovanju. Zdaj, če sem jaz razumel, on pričakuje strani ministrstva neke rešitve, neko zakonodajo, ki bo rešila njemu v firmi problem. Tega seveda ne bo. Lahko pa naredi seveda ministrstvo skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in celotno vlado neko boljše poslovno okolje, v katerem bo lažje izvedel svoje posodobitve, naložbe v smislu razogljičenja. Zdaj, kaj mi konkretno pripravljamo na Ministrstvu za okolje oziroma kaj smo že naredili. Zdaj, jutri bo na odborih vlade, v četrtek na dan zemlje, bo pa verjetno vlada potrdila dolgoročno strategijo razogljičenja v Republiki Sloveniji do leta 2050, kjer bo v enem poglavju navedenih tudi niz ukrepov, tako na finančnem, gospodarskem in drugih področjih, ki bodo sledili oziroma ki bodo zagotavljali ta cilj, hkrati tudi z potrebnimi sredstvi. Zdaj seveda današnja tema, kako poenostaviti, pospešiti, racionalizirati postopke izdajanja okoljskih dovoljenj je ena izmed zelo pomembnih korakov na tej poti. To se pravi, ko bo firma seveda ugotovila, s katerimi projekti gre lahko naprej, mora seveda biti deležna strani države hitrih, učinkovitih postopkov, strokovno na mesto, to se pravi, da se postavlja vsebina pred neko formo in mi sledimo za tem to reorganizacijo prav ta cilj. So še drugi seveda pomembni ukrepi, kako finančno podpreti te stvari. Naj vam samo omenim, da je v letošnjem letu zaradi dviga cen CO2 kuponov prilivov v tako imenovani podnebni sklad, ki je namenjen financiranju okoljskih naložb, bo prišlo cirka 100 milijonov evrov. Zdaj, če bojo emisijski kuponi ostali na tej vrednosti, pa lahko ta denar razdelimo prvič za kompenzacije posrednih stroškov energetsko intenzivnih panog. To vi na Gospodarski zbornici dobro veste in se na vas tudi obračajo in na nas, podjetja kot so Talum, Vipap, Krško, Slovenska industrija jekla in podobno, ki imajo zaradi dviga cen CO2 kuponov in ker v Sloveniji še ne poznamo teh kompenzacij, pravzaprav nesorazmerno visoke stroške vizavi evropske, da ne govorim konkurence iz tretjih držav. Mi torej bomo z naslednjim letom implementirali tudi možnost kompenzacije teh stroškov in v podnebnem skladu bomo načrtovali vsako leto približno 15 milijonov evrov za financiranje teh posrednih stroškov. To govorim zdaj za energetsko intenzivne panoge. Imamo pa glede na te prilive tudi ambicijo, da bi skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo na nivoju 25 milijonov evrov letno govorim, financirali okoljske naložbe podjetij v smislu razogljičenja. Torej so financirali te naložbe, ki jih imajo podjetja, zato da svojo tehnologijo prilagodijo tem trendom zelenega dogovora in tudi Fit for 55 in tudi razogljičenja do leta 2050. Je pa seveda ključno tudi na podjetjih, da osmislijo te konkretne projekte, ki jih bojo vodile k cilju razogljičenja in da jih seveda spravijo skozi prvič proceduro dovoljenj in skozi tudi možnosti sofinanciranja države. Tu moramo biti partnerji, moramo sodelovati in če ima spoštovani gospod, ki je predhodno zastavil ta vprašanja, kakšen konkreten predlog, kako to narediti, smo seveda na voljo, da mu prisluhnemo in da skupaj naredimo to poslovno okolje še privlačnejše. Hvala lepa. Zdaj se pa res že bližamo koncu tega časovnega območja, ki smo si ga določili. Še gospod Bojan Pahor, ampak to res zadnji. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, ker je gospod minister tukaj, se bom oglasil še enkrat. Prej uvodoma je namreč omenil, da bo zakon o varovanju okolja 2 vseboval tudi člene o prenehanju statusa odpadka. Zdaj, jeseni 2020 je bila sprejeta ena uredba, ki je nekako začasno, sem jaz to razumel, reševala problem reševanja statusa odpadka, predvsem mislim tu na problem odpadka blata iz čistilnih naprav, ki je v Sloveniji izjemno velik problem. Ta uredba je urejala oziroma omogoča izdelavo nekih kompozitnih materialov, ki sami po sebi ne morejo dobiti statusa
proizvoda, saj ne skladno z evropsko direktivo, zato ker pri tem ne gre za snovno spremembe, ampak gre za fizikalni proces mešanja dveh različnih materialov. Zdaj pa vidim, da v zakonu o varovanju okolja 2 ta uredba bolj ali manj neposredno dobesedno prenešena v zakon, kar pa je večji problem, ker zakon se pa ne spreminja. Pa me zanima ministrovo stališče v zvezi s tem, namreč na nivoju torej na nivoju Evropske unije se pripravljajo zakonske podlage, ki pravijo, da je treba blato iz čistilnih naprav reševati z metodo monosežiga z namenom krožnega gospodarstva in izkoriščanja fosforja. Vkolikor bomo pa mi v zakon sprejeli oziroma v zakon zapisali neke stvari, ki to omogočajo zaobiti, pa ne bomo sledili tej želji Evropske unije, pa me zanima, kakšno je stališče ministra. Hvala lepa. Ja, torej, seveda ambicija, da bi v okviru načel krožnega gospodarstva preoblikovali odpadke v proizvode, je seveda pomembna. In to preko tako imenovanih STS-ov, slovenskih tehničnih standardov. In mi smo zato v ZVO2 naredili zgolj pravno podlago. Seveda mi nismo govorili o ZVO2, ne o komunalnem blatu, ne o nekih drugih odpadkih, ki lahko postanejo proizvod, temveč smo govorili o tem možnosti, da se odloča o tem case by case. To se pravi od primera do primera, če so seveda za to izpolnjeni pogoji, ki jih tudi direktiva opredeljuje in zakon povzema. Kar se pa tiče komunalnega čistilnega oziroma komunalnega blata iz čistilnih naprav, načrtujemo tudi vzpostavitev monosežigalnic tega blata v Sloveniji in seveda v okviru podjetij tudi sušilnic tega komunalnega blata po tako imenovani defosforizaciji, ker je fosfor treba izvzeti. Tako da v obeh smerih grejo naši predlogi. Jaz celo verjamem, da se bo pri komunalnem blatu veliko bolje prijela tehnologija sežiga, ker gre za, kako bi rekel, gospodarsko upravičen projekt. Nedavno sem celo videl v bistvu na televiziji en primer enega kontejnerja, ki ga je kupilo, me se zdi, da komunalno podjetje iz, ne vem, če ne iz Logatca ali tu nekje, ki omogoča sušenje tega blata in posledično prodajo tega blata kot energenta monosežigalnicam. In to je pravzaprav posel, ki se jim bo splačal v 7 do 10 letih. Hočem povedati, da ZVO2 je odprt do obeh poti. Prvič slišim, da ne bi bilo možno pridobiti iz kompozitov status proizvoda. To prvič slišim, to ste mi vi edini povedali, pa sem se pogovarjal s številnimi pravniki, tudi mednarodnimi na tem področju, in je možno pridobiti status proizvoda po zakonodaji iz področja gospodarstva, ki govori o gradbenih proizvodih. Pravzaprav se to že dela v Sloveniji, pa dela se vse povsod po Evropi, tako da me res to čudi, odkot vam to, da tak izdelek ne more pridobiti statusa proizvoda. Jaz bi vas prosil, če me tudi o tem formalno obvestite pisno, da to proučimo, ker to bi bilo pa res smešno, da bi mi nekaj načrtovali, kar bi bilo v neskladju z evropskim pravnim redom. Hvala za odgovor. Vam bom poslal pisno, kot ste predlagali. Ja, jaz bi se zdaj v zaključku še enkrat zahvalila ministru Vizjaku, gospodu Slatinšku pa gospodu Knezu za čas. Očitno je vprašanj veliko, mislim, da bi lahko še nadaljevali, če ne bi bil čas omejen. V imenu gospodarstva pozdravljam te napore, da bi se postopki pospešili, poenostavili in upam, da je to prvi izmed večjih pogovorov na različne teme, ki bi jih lahko imeli. Tako da vsem najlepša hvala za sodelovanje.